Poleg infrastrukture, kot je javna razsvetljava, obnove nekaterih stopnic in več ulic, so krajani opozarjali še na težave s parkiranjem, igriščem na Čardaku, z gnojevko in tudi s pasjimi iztrebki, še posebej v parku na Gričku, ki ga je treba nujno urediti. Prav je, da krajani povedo svoje pobude, ideje in želje in da potem nekako skupaj s krajevno skupnostjo, občino, z raznimi razpisi čim bolj uspemo in saniramo zadeve ali popravimo. Ker pa je proračun krajevne skupnosti omejen, znaša namreč le 20 tisoč evrov, se lahko vsako leto lotijo le ene večje naložbe, pravi Birkelbach. Letos načrtujejo obnovitev stare mrliške vežice v Vojni vasi. V bistvu bo šlo čisto za nov objekt, namenjen cvetličarni ali prodaji sveč, skratka, in manjši pisarni. Veliko več naložb v mestu pa izvaja oziroma načrtuje tamkajšnja občinska uprava. Zaključena bo ulica Pod gozdom, začetek ulice Prešernove ceste skupaj z enim delom Čardaka. To sta dve izredno veliki investiciji, skupaj v vrednosti 1 200 000. Prihodnje leto naj bi stekla tudi gradnja druge etape črnomaljske obvoznice od Cekopa proti Kanižarici. To bo izredno velika investicija, tudi sporedno s tem bomo mogli pa strani občine zagotoviti javno razsvetljavo in pa seveda pločnik. Županja razume tudi težave, povezane z igriščem na Čardaku. Blokovsko naselje se ne strinja z obstoječim igriščem, ker se pač razbija, veliko je vandalizma in skupaj s krajevno skupnostjo računam, da nam bo uspelo drugo leto pridobiti sredstva Fundacije za šport in vendar zakopati to lopato ter urediti igrišče za mladino. Soseska Čardak namreč nujno potrebuje ustrezno igrišče na drugi lokaciji.